mi bi vsi lahko mirno živeli tudi brez Eurovizije, a ne? Mislim, da ja. Ampak takrat, ko se je pa začela, pa niso tako mislili, ne? Ker ta Eurovizija je v bistvu bila od začetka nek politični projekt, neko združevanje Evrope in zdaj, če že to je, mislim, to je največji glasbeni televizijski spektakel na svetu. Ne? 160 milijonov poslušalcev in več. Več. Tako da to v nobenem primeru ni neka mala stvar, potem pa, ko se pač RTV Slovenija odloči, da je tam ne bo, ne, je pa to še dodatno velika stvar, ker konec koncev, ne, bi jaz rekel, da so se marsikateri gledalec, ki je ljubitelj Eurovizije, se počutil zelo prikrajšano. Ne. Saj obstajajo druge možnosti, gledaš na YouTubeu, gledaš na nekih v sosednjih državah na televizijah, ampak tudi za te oboževalce Eurovizije to ni lahka odločitev zdaj, kako se postaviti. Ne? Ali je to, da si rečeš, ja, to ni politično tekmovanje, ne bom se ukvarjal s tem političnim kontekstom, ne? Ali pa si pač rečeš, ne, to, da je Izrael na odru, hkrati s tem, kar se dogaja v Gazi, hkrati s tem, kar se dogaja na Zahodnem bregu, v Libanonu, v Iranu, pač ne moreš iti mimo tega. Tako da tudi te klubi oboževalcev, to je bilo v bistvu so bile zelo podobne zgodbe. Ne? Veliko skreganih prijateljev po tej Euroviziji, ne? In v enem trenutku so si pač marsikdo rekel, bomo prav formalno zaključili s tem. Ne? Nobenih komentarjev o Izraelu, nobenih komentarjev o Rusiji, pogovarjamo se o tem dogodku. Ta mehurček eurovizijski v bistvu, ne, je tudi zelo bil prizadet zaradi vse te zgodbe. Ne. In ne vemo, kaj se bo dogajalo še v prihodnje, ampak midva sva ocenila, da je to, in ne samo midva, da je to v bistvu en kar pomemben korak v tej Euroviziji, ne, da lahko prinese zelo nepredvidljivo v tem trenutku, kam se bo vse skupaj obrnilo. No. Ja, mnogi se sprašujejo, ne, če gledamo pravzaprav njen konec. Na nek način se zdi, da ja, tudi vse te bleščice in kič, da so se razblinile na nek način. In pa tudi to je pomembno zaradi tega, ker je pač prav, da je tudi Slovenija pokazala, kje stoji, da je solidarna s Palestino in tako naprej. To je pomemben doprinos, da tudi na ta način povemo, kje stojimo in kje smo. Če nas mogoče na ta način niso pogrešali zraven, da smo bili pač ena od 5 držav, najmanjša, ne, Islandija, nepogrešljiva, mogoče pa na ta način nismo bili. Smo si pa vseeno upali povedati, kako si mislimo in kje stojimo. In da smo bili, kot smo večkrat slišali, v pravem trenutku na pravi strani zgodovine. Ne? Marička. Kaj se pa vi greste? Ja, kaj misliš? Kopljemo. Temu je treba priti do dna. Ne praskajte po površju. V podcastu Društva novinarjev Slovenije Gašper Andrinek z gosti razkriva, koliko prekopavanja, vrtanja in trdega dela je nujnega za kvalitetno novinarstvo. Podcast Zgodba za zgodbo. Zdravo, Barbara, zdravo, Boštjan. Živijo. Kako sta? Odlično delavno. Pravzaprav jaz smo malo treme, ker je bil pred nama gost Boštjan Videmšek, ampak danes je z mano še en Boštjan, tako da to je lahko samo dobro. Ker vsi na B. Vsi na B, ja? To je podcast Zgodba za zgodbo. Podcast Društva novinarjev Slovenije o odmevnih novinarskih zgodbah, ki so nas tako ali drugače zaznamovale, odpirale vprašanja, poskušale najti odgovore ter razkrivale nepravilnosti in krivice, informirale, izobraževale. Jaz sem Gašper Andrinek, moja gosta sta novinarja Televizije Slovenija, Barbara Vidmajer in Boštjan Anžin. Barbara je tudi voditeljica, Boštjan pa je dolgoletni dopisnik RTV Slovenija, zdaj pa nazaj pri Matici, če tako lahko rečem. Tako. Skupaj sta se pred kratkim podpisala pod dokumentarec o Euroviziji, dodala sta še besedo Euroiluzija. Kar precej se je o tem govorilo v zadnjih tednih. Kot rečeno, Slovenija na izbor za pesem Eurovizije ni poslala svojega predstavnika po odločitvi RTV Slovenija. Odločitev je kar precej odmevala tudi v tujini in preden pa se posvetimo ozadju, torej zgodbi za to zgodbo, morda čisto neka kratka obnova, o čem točno gre dokumentarec. Kdorkoli lahko začne. Boš začela, Barbara, pa bom jaz potem. Si me porinil. Kaj dodal? Mislim, da je dokumentarc zanimiv tudi za neljubitelje Eurovizije, če tako rečemo. V bistvu sva probala v tej slabi uri zajeti
od nekih začetkov Evrovizije, tega projekta povezovanja, kot je bil sprva zamišljen, pa do čedalje pogostejšega vpletanja politike, do v bistvu na nek način dvoličnosti EBU-ja, Evropske radiofuzne zveze, ki je organizator tekmovanja. Na eni strani imamo predstavnike Izraela, pa predstavnike Rusije tudi. Veliko sva sodelovala z dopisniki, ki so nama res priskočili na pomoč. Super sogovorniki, super intervjuji. Tako da se mi zdi, da je kar celovito v bistvu zajeta celotna zadeva. Od kiča, glasbe do zgodovine in politike, bi rekla. Ja, po mojem tudi večina si pravzaprav po mojem ni predstavljala, kaj bo vam prišlo, ne? Ko sva se vidva tega lotila, čeprav sva seveda imela nek koncept. Ne? Pa meni se zdi ful zanimivo, da sva ločeno oba dva predlagala ta dokumentarc. Ne? In šele potem v neki fazi, ko je prišlo do te odločitve, da ga bomo res naredili, v bistvu potem začela res sodelovati skupaj. Naslednje vprašanje, tudi bolj tako začetno, zakaj sploh ta dokumentarec? Jaz mislim, da je bilo to ena tako naraven razmislek potem, ko se je pač RTV Slovenija odločila, da ne bo sodelovala. Zato, ker midva sva oba dva mava izkušnje z Eurosongom, ne, se pravi, oba dva sva bila večkrat tam in videla več kot to, kar vidijo gledalci na televiziji, slišijo poslušalci po radiju. Sprav, to je res spektakel, ne, za nekoga, ki prihaja z nekega RTV-ja, je to v bistvu tako olimpijske igre, ko gledaš vse, kako to vse gre. Ne. Tako da se nama je zdela tema po eni strani dovolj zanimiva, tako vsebinska, ne? Se pravi, kot je že Barbara povedala, to je kup vidikov in po drugi strani so imela takrat občutek, da bo z največjo lahkoto se to vse pokrilo z neko sliko, kar se je potem kasneje malo zapletalo. Ampak jaz mislim, da konec koncev tudi gledalci morajo vedeti, ne? Zakaj smo se tako odločili na RTV Slovenija in kakšni so pa argumenti tudi drugačni. Ne? In to celotno ozadje, ki je res fascinantno. Ne? Mislim, da se obema zdaj v nek prelomen trenutek, ko je prav, da se tudi širše zastavi, pogleda na celotno zadevo z več zornih kotov in tudi gledalcem predstavi, zakaj taka odločitev. In kako se potem lotiti takšnega dokumentarca? Dobil sem namig, da nista imela ravno največ časa, da ni bilo to zdaj, da sta pol leta v tem tuhtala. Ne, v bistvu so po mojem oba dva začela o tem malo tuhtati, potem, ko je padla ta odločitev, to je bilo decembra. Potem pa mislim, da traja kdaj tam do 1. marca, a ne, da smo se nekje marca šele lotila, potem vse skupaj, kar pomeni, da že itak, tudi če ne bi nič drugega zraven počela, bi bila neka časovna stiska. Tako pa oba dva v bistvu delava še en dokumentarc, ne, moj bo išel malo prej, Barbarin malo kasneje, ampak oba dva sva imela snemanja, vmes, ko je Barbara že začela montirati Eurovizijo, sem jaz bil še na Balkanu. Potem vmes, ko sem jaz montiral, je ona že snemala po Sloveniji za svoj dokumentarc, tako da že iz tega vidika je bilo v bistvu zahtevno, ne? Ker to je pa, potem si po montaži, ne, imela sva odlično montažerko, to moram Špela Bajec, lepo prosim. Ja. In ima tudi nek odnos do Eurovizije, zato je bilo veliko lažje, ampak ti potem narediš en dokumentarc in ti hočeš imeti tam na 23 minuti točno ta kader, ne? In potem iščeš vse une Eurovizije, iščeš točno tisto, kar želiš, ne, pokazati. Tako da je kar zalogaj, no. Veliko dela gre pravzaprav tudi v ta del, samo iskanje arhiva, ne. Tukaj nama je Nikolina Ilič tudi precej priskočila na pomoč. Pač, ja, RTV ima bogat, recimo, arhiv, tudi ta Eurovizijski arhiv, ampak verjetno bomo kasneje več o tem, se je pa zapletalo pri avtorskih pravicah. Ja. Tako da že to je kar zahtevno. Ja. Morda še to, ne, tisti, ki so morda bolj pozorni, lahko opazijo, da so nekateri podatki, kadri in posnetki zelo sveži v resnici. Sta delala do zadnjega dne? Ja, praktično. V bistvu sva v torek sva zadnjo sliko pokrivala zaradi tega, o čemer bomo kasneje govorili o avtorskih pravicah. Tako da v resnici je pa to dal ta nek dodaten luksus, ne, da smo lahko imeli res čist do konca. Ne. Se pravi, mi smo imeli že noter otvoritev Eurovizije, ki je bila v nedeljo, čeprav se je naša montaža uradno končala že v petek. Ne. Tako da, ja, do konca. Dajmo, spregovorimo o teh avtorskih pravicah. Že sta oba nakazala. Ja, in tudi mene že precej zanima. Kaj se je dogajalo? Povejte zgodbo. V bistvu je bila to drama na koncu. Ne? Ja, točno to. Potem, ko že imaš vse praktično zapakirano, ker medva do samega konca v resnici nisva vedela, koliko sekund posamezne skladbe bo potrebovala za posamezen del
kader in tako naprej za pokrivanje. In sva šele na koncu, torej v petek praktično, se lotila pisanja za vsa mogoča dovoljenja. Pravzaprav Anžin je prevzel ta ogromen del, na koliko naslovov smo rekli? 16-17 se mi zdi televiziji. En kup naslovov. In potem so se začela samo zavračanja praktično. Zdaj pa da pojasnim, se pravi, do leta 2004 so avtorske pravice za vsako Eurovizijo v rokah tiste RTV, ki je to prireditev takrat tudi gostila. Od leta 2004 so pa v rokah EBU-ja, kar je bilo mnogo lažje, čeprav smo imeli tudi tam en zatik. Na začetku je bilo rečeno, da bo lahko od leta 2004 do konca uporabljal vsega skupaj 8 minut slike, kar je za nek dokumentarc, ki je dolg 1 uro, bi verjetno šlo, se znamo čarati. No, tisto, kar je pa pred 2004, je bila pa res drama na koncu, v bistvu bolj kot ne z izjemo Španije, ki je podarila nam to sliko, so v bistvu vsi hoteli take nenormalne številke, ne vem, primer za 7 do 10 sekund enega slovenskega predstavnika, ki je nastopil enkrat, so želeli 6.000 evrov. Se pravi, nobena cena v bistvu ni bila, ne vem, pod 500 evrov, ob čemer se teh 500 evrov za 10 sekund začne samo pri posnetkih, ki so samo za Slovenijo in samo za 1 leto. Zdaj pa, če ti hočeš geoblokado odpreti, se pravi, da to lahko vidi ves svet, ne samo Slovenci, so pa potem to spet čist druge tarife. Najbolj tako, niti nepresenetljivo, ampak konkretno pismo je prišlo iz izraelske televizije, tudi tam smo zaprosili za njihovo prvo Eurovizijo, ki so jo priredili, ker je pač sva želela tudi ta izraelsko sodelovanje dati v nek kontekst. Tam je bilo pa v bistvu najprej v enem stavku, vi ste tisti, ki ste nas želeli spraviti za Eurovizije, da bi pa želeli posnetke. Po teh pojasnilih, da smo novinarji, da delamo iz več stališč, da bomo seveda predstavili argumente za in proti, je prišlo pa eno mal daljše, ampak nič bolj prijazno pismo, kjer je bilo kup očitkov na račun RTV-ja, širjenja laži domnevnih, odnosa vodstva do njih znotraj EBU-ja, skratka, nismo. Kako se drznete? Tako. Kako to v resnici poteka? Malo bolj plastično, se pravi, vidva imata dostop do nekih virov in potem naknadno ti potem zaprosiš za avtorske pravice, ali vidva sploh še nista videla teh kadrov, recimo? Mi imamo večino, se pravi, RTV Slovenija ima večino Eurovizij v svojem arhivu. Ki ga pa ne sme predstaviti javnosti, se pravi do leta 2004. In to, kar je Barbara rekla, ti v bistvu nima smisla, da ti pišeš ful prej za neke posnetke, ker ne veš, kaj boš zares rabu. Tako da mi, da smo že v bistvu tudi med samo montažo malo o tem razmišljala, se pravi, ne bomo preveč Izraelcev zaprosili, ne bomo zaprosili BBC-ja, ker smo že prej vedeli, da bo to drago. Sva se koncentrirala recimo na Španijo, ker sva računala, in potem pač pogledaš, katera leta je bil kdo. Tako da recimo, to, kar nam je bilo po mojem obema najbolj žal, je začetek. Mi da sva začela s 5 sekundami prve zmagovalne skladbe, ki jo pa potem seveda naši gledalci in poslušalci niso pač videli. Smo naredili nek alternativni začetek, ampak podrejo ti take stvari, tvoj koncept malo. Ja, na nek način, kot da si v slaščičarni, smo rekli, ampak samo gledaš tiste tortice, do njih pa ne moreš priti, potem, kaj je treba. Je pa zaklenjen dostop. Tisti prvi kader je bil predrag, ali? Ja, tisti prvi kader bi nastal, se pravi, če bi ga samo za 1 leto, pa samo za Slovenijo, bi bil 700, če bi pa želeli imeti geo odklenjenega, bi bilo pa mislim, da 1500 ali še nekaj več evrov in zdaj to je... Glede na to, da je v bistvu ta celoten dokumentarc bil zelo low budget, ker je tudi tako prišlo do njega, to ni nekaj, kar je bilo planirano ne vem koliko časa naprej. Tako da mi, da smo v bistvu res porabila ekipe od drugih dokumentarcev, kjer je ostajala kakšna ura in tako naprej, uporabila kdaj tudi dnevniške ekipe, bila res skromna pri teh poteh, torej Barbara je bila v Londonu, jaz sem bil na Dunaju. In to je bilo potem v bistvu praktično celoten strošek tega dokumentarca. Jaz sem recimo v dokumentarcu zaznal 3 nekako ključne poglede. Intervju z direktorjem Eurovizije, intervju z gospodom iz Izraela, Amir Alon, če sem prav povedal, in pa intervju s predstavniki ruske javne televizije. Če gremo najprej k intervjuju z direktorjem. Kdo od vaju ga je delal? Jaz. Aha. Koliko vprašanj je ostalo neodgovorjenih? V bistvu ni ostalo neodgovorjeno nobeno vprašanje, ampak so bili zelo generični odgovori. Torej, ne glede na to, kaj si ga vprašal, je bil začetek in konec isti. Mi smo demokratični, smo glasovali, večina je zmagala.
bomo naredili vse, da se RTV Slovenija in ostali vrnejo prihodnje leto. Ni politično, delamo vse na tem, da bi bilo glasovanje. Okay. Skratka, zelo generični odgovori. No. Ob čemer v bistvu ne, sem mogel jaz vnaprej poslati neke določene teme, nisem čist konkretnih vprašanj, ampak sem potem zaznal, da v bistvu delajo poskusne intervjuje, preden sem se jaz lotil tega. Ne. Tako da so v bistvu. Sej verjamem, da morajo direktorji Eurovizije tudi prepraviti na novinarje, kdaj pa kdaj, ne, ampak to, kar v bistvu potem dobiš ven. No, sej, konec koncev, potem, ko smo zapakirali, niti ni bilo, ampak predstavljaj si, ne, to je bil zelo dolg intervju v bistvu, ne, in potem izluščiš pač. Koliko, mislim? Recimo, ne vem, enih 40 minut mogoče, ne, nekaj tacga, ne. Potem pa itak od vsakih takih intervjujev uporabiš 2 minute, ne, ampak mislim, bilo mi je že itak, tako moram reči, cela scena je bila malo čudna, ker jaz sem prišel tja, ko je bila v bistvu sestanek delegacij RTV-jev, ki bodo sodelovali, ne, na Eurosongu. Tako da je v bistvu To je bilo na Dunaju? Na Dunaju. En velik žur in to, ne, vsi so se imeli radi, United by Music in to. In potem sem pač jaz uletel tja, ne, tako malo. Prekinil zabavo. Ja, prekinil zabavo, tako rekoč. No, mislim, hočem reči, ta prvi vtis, ki sem ga dobil tja, je bilo tako, ne, tam je posod pisalo Eurovizijo, vsi so plesali, vsi so bili ful veseli in to, jaz pa delam nek resen dokumentarc o v bistvu politiki v Euroviziji. Ne. Gašper Završnik, novinar Dela, pravi, da je EBU zelo netransparentna organizacija, predvsem kar se tiče Eurovizije. Sta tudi vidva morda prosila za kakšne podatke in jih nista prejela? Ne, v bistvu nič posebnega. Ne. Tukaj je treba še nekaj dodati. Ne. Midva bi lahko naredila tega dokumentarca 2 uri. Tako da, vsak večer se nam je zdelo. lahko bi zapolnila, se pravi, oba polfinala in finale. In v bistvu potem na koncu s tresočo roko mečeš ven stvari, ne, dodatne. Mislim, jaz si nisem niti poskušal iti v to, da bi zdaj jaz njih spraševal, koliko Moroccan Oil recimo prinese, ne, ali pa vse te zgodbe, ker je itak jasno bilo do tistega trenutka, da so to poslovne skrivnosti, v bistvu, če so stvari, ki jih ne izdajo našemu vodstvu RTV Slovenija, ki je udeleženec, ne, ki sedi tam v neki zaprti sobi skupaj z drugimi predstavniki, potem je seveda jasno, da tudi meni ne bojo povedali tega. Ne. Mislim, jaz se spomnim, da v minulih letih, mogoče še lani, da sem jim pisala, zaprosila, dobiš odgovore, ampak to so tisti odgovori, ki jih prejmeš takoj pol ure po prejetju maila, torej točno veš, da gre že za naprej napisan mail, ki ga pošljajo vsakemu tečnemu novinarju na točno določeno pač tip vprašanja. Ne. Temo poznajo in to je vse pripravljeno vnaprej, se mi zdi. Ko pa ja, kakor je rekel Gašper, želiš še malce bolj podrobno brskati, se mi zdi pa, da več kot generičnih odgovorov res ni za pričakovati. Ja. Tudi recimo v tem intervjuju z Grinom je bilo potrebnih en kup podvprašanj, ne, ker že na neka zelo osnovna vprašanja v bistvu nisi dobil, ne vem, ali so dvojni standardi Rusija-Izrael, ne, in potem on začne meni razlagati, ko so bile ruske televizije izključene, ker po njihovem mnenju niso delovale neodvisno od vlade, ne, tako da je bilo treba takoj podvprašanje, ob čemer je še ena zanimiva stvar, ne, gospod Grin noče govoriti nič o tem, kar je bilo preden je on postal direktor, to je bilo pa lani, ne, tako da je v bistvu ne, O čem pa potem? Tako, vlečeš potem ven neke odgovore, sej mislim, da ta del je bil kar dober, no, kar se tiče teh dvojnih standardov. Intervju z Amirjem Alonom je opravila dopisnica Karmen Švegel. Kako ste ga videla? Recimo, koliko materijala je poslala? A je bil tudi nekaj 1 uro, se mi zdi, ne? Zelo dolg je bil, ja. Zelo dolg je bil, ampak zelo zanimiv. Pač res, v tisti prvi verziji se mi zdi, da sva imela ga res veliko, potem sva rekla, treba je pač vseeno nekako poenotiti, ne, da ni zdaj enega sogovornika čist preveč, drugega čist premalo. Ampak se mi zdi, da sva tisto bistvo zajela v dokumentarcu, da si je lahko vsak gledalec ustvaril potem svoje mnenje, kako pa kaj Izrael gleda na to tekmovanje predstavniki. No, on je v bistvu že tudi zelo specifično nastopa, ne. Tako da mi smo se večkrat pri kakšnih njegovih odgovorih, tudi kakšnih, ki niso šli pol dokumentarc, blazno zabavali v montaži, ne, moram reči. Sicer pa ja, jaz mislim, da tak tipičen pogovor z izraelskim predstavnikom, kot smo ga v bistvu pričakovali. Ne.
brez nekega olepševanja, straight to the point, gremo povoziti, povedati, da itak Slovenija ni nič prinesla temu Eurosongu, da smo nesposobni, ker smo bili najboljši, ne vem, skratka, on se je v tem pogovoru tudi ponudil, da nam pride pomagati. In če bi ga najeli, bi bili najmanj 5. Najmanj 5, tako. Čeprav moram reči, da mene pa presenetil ta del. Vseeno sem si mislil, ok, to bo off the record povedal. Ne, on je to povedal pred kamero, v kamero, dobesedno. Vi niste vredni nič, tako in tako vas ne bo nihče pogrešal in tako naprej. Ne? Tako da, ok, v nekem vidiku pokaže, kako majhni in nepomembni smo, ali kaj. Na en način, ampak po drugi strani, glede na to, kako je to vse skupaj tudi odmevalo drugod, tem mogoče kasneje, zdaj bi samo še to, imamo pa tudi neposredno rusko stran, ruski vidik, kar se mi zdi neka redkost v današnji medijski zahodni krajini, če tako rečem, več ali manj spremljamo preko dopisnikov in vse to, nekateri tudi niso tam ali pa iz egzila, kakorkoli. Ampak naša dopisnica, RTV-evska Helena Ponudič, je tam in se neposredno pogovarja z njimi. Ne. To je kar lahko vidimo, kako oni razmišljajo. Ne. Ja, jaz mislim, da je to zelo dragoceno, še posebej v najnem dokumentarcu, ker ko govoriš o Izraelu, se ne moreš izogniti Rusije, ker jih zelo veliko pač potegne ven to zgodbo. Ker ja, v osnovi je bila stvar drugačna. Rusija je napadla Ukrajino, tam se je začelo z Hamasovim napadom, ampak v bistvu pol vse to naprej in to neko izkoriščanje odra za neke bolj politične namene, pa tudi veliko primerjav je bilo, recimo kako so Ukrajinci, ruski predstavnici preprečili, da pride tja, ker so imeli pač ta zakon, če si enkrat šel v Krim po napačni poti, ne smeš več in takrat je Ebo ponudil kaj, da naj ona iz ruskega studia nastopi, ali pa ne pride in niso prišli. Zdaj, če bi se to dogajalo s kakšno drugo državo, v kakšnem drugem primeru, bi verjetno ali pa zelo verjetno sprejeli kakšno drugačno odločitev. Tako da v bistvu sva tudi preko teh malih detajlov pokazala to neko dvojnost pri odločanju. In ja, mislim, zelo dragoceni so bili vsi dopisniki. V bistvu prva stvar, ki smo jo delala, razmisliti, kaj vse nama lahko dopisniki tukaj pomagajo. Ker pač nismo tako finančno briljantni v tem trenutku, da bi si lahko midva privoščila, da bi letala iz enega konca na drugega. Ne bomo razlagali, kako smo te karte, da so bile najcenejše. Skratka, zato, da si pač lahko imaš ta del noter. Ja. Rusko stališče je redko, res je. Barbara, ti si bila pa v Londonu? Jaz sem pa bila v Londonu, tako je, sem govorila pa z 2 strokovnjakoma, eden ima celo doktorat iz Eurovizije, Paul Jordan, in pa dober poznavalec evrovizijske zgodovine, Chris West, tudi avtor več knjig. Zanimivo, sta nanizala kar nekaj primerov iz zgodovine, kjer so se neki politični podstati, podtoni že v bistvu dogajali, ampak mogoče na nje nismo bili tako pozorni. To mi je bilo tudi zelo fascinantno. Mogoče tudi dan danes, ko je svet pač res odprt, družbena omrežja imamo na dosegu roke, razmah interneta, da mogoče vse to vpliva tudi na to, da so bili ti ekscesi na nek način nam bolj vidni, kot v preteklosti. Pa se ne nazadnje je Insieme zelo političen komad, a ni? Absolutno. In tistega leta so 4 prepevali o Združeni Evropi in padcu Berlinskega zidu, ampak to ni bilo ocenjeno kot politična stvar, oziroma je takrat pač EBU v tistem trenutku precenila, da je to dobrodošlo. Danes, kdo ve, morda ne bi bilo več. Sem pa hotel samo dodati, da to, kar je Barbara posnela v Londonu, je bilo ful dragoceno, zato ker imaš na eni strani RTV Slovenija, na drugi strani imaš Izrael in potem imaš pa te neke ljudi, ki niso čisto vpleteni v to in lahko razmišljajo malo širše. Ne razmišljajo. Nek tretji pogled. Tako. Ja. Tako kot recimo tudi Završnik. Imela sva seveda potem tudi naše predstavnike, ampak tako, da res zaokrožeš, da imaš tudi neke nevtralne v rekovajih, ker so zelo involved v to Eurovizijo, ampak za kontekst, ne? Tako. Mimo grede, ko smo že v političnih komadih kot intermezzo, verjetno poznata Wind of Change od Scorpionsov. Obstaja prav serija podcastov, ki govori o tem, da naj bi bil Wind of Change napisan strani CIA, da bi potem sprožila to revolucijo na sovjetski strani Berlina. Zelo zanimiv, priporočam v poslušanje
podcast o Komadu, no? Res. No, bova. Tudi druga zgodba, ampak tudi zdaj po tej zadnji Euroviziji, ne, imamo kup enih teorij zarot že skoraj, ja, ne. Recimo, ne vem, vrnejo se 3 države in 2 od teh sta med top 5. Predtem so pa se komi uvrščale v finale. Plus niso se 5 let uvrščale zaradi finančnih kriz in stroškov. Ne? Zdaj so prišle, imele šov, ker to je treba vedeti, to se stane. Ne? Se pravi, ti, ko plačaš to kotizacijo, imaš neko osnovno, se pravi, lahko stopiš na oder in par luči prižgeš, če pa hočeš imeti ognjemet, če hočeš imeti kakšne dodatne efekte, se pa to zelo drago plača, pa ne samo za finale, ti moraš za vsako vajo to plačati, kar pomeni, če imaš še polfinale zraven šteješ, je to, ne vem, 10-krat plačaš ta ognjemet. Ne? In videli smo zdaj Bolgarijo, zmagala z šovom totalnim, ne? Se pravi, na limitu so bile v bistvu te odrske stvari, ne? Vse se je vrtel, ker gledalci pač ne vidijo, kako to zgleda, ne? Zdaj vidimo te posnetke oddaleč, kako se to zgledalo in to je res ena taka fascinantna stvar te Eurovizije, ne? Ta tehnološki in to, kako znajo v bistvu to res narediti kot šov, ne? To je res fascinantno. To vprašanje sem sicer prihranil za na konec, ampak vseeno vem, da sta fana Eurovizije. Zmagovalka letos, kako vama je? Mene je presenetila, moram reči. Je pa tudi res, to so se oba pogovarjala, da letos sva tudi medva zelo slabo spremljala Eurovizijo. Očitno je ta odločitev RTV vplivala tudi na naju. Tako da jaz sem bila v bistvu po zelo, zelo dolgem času gledalka, ki sem se pač tisto soboto usedla pred televizijo in prvič skoraj da videla večino nastopajočih. In moram reči, da te Bolgarije skoraj nisem zaznala na tem radarju, no? Tako da me je malce presenetilo potem na koncu, ampak ko sem pa razmišljala kasneje, sem si pa rekla, ok, zdaj spet televoting, ljubljenka, je kar jasno, mlajše občinstvo, pa tudi mlajše žirije, mislim, da so zdaj po novem in da se je tudi ta del mogoče odražal tukaj na nek način. Jaz sem vmes pisal že naslednji dokumentarca, tako prva misel mi je bila, da sem 9 let pa pol na Balkanu, pa ne zmaga nobena balkanska država, da bi jaz poročal lahko od tam, zdaj pa se to takoj zgodi. Ker tudi poročati iz Eurosonga, to je res fajn, ker ti v bistvu se postaviš tam s kamero, saj včasih je bilo tako, zdaj je malo drugače, daš mikrofon in si ti reportaža naredi, mislim, to je res vse šprica tam, No zdaj je pa tudi, vse to sva tudi v dokumentarcu omenila, se pa stvari omejujejo, zato da bi se izognili tem neprijetnim vprašanjem, ki jih je bil zadnja leta deležen predvsem Izrael, ob čemer izraelska televizija in delegacija zelo pritiskajo za vsako tako stvar. Se pravi, vse si zabeležijo, takoj vse EBU mora takoj posredovati, upozoriti recimo letos Švedsko, pevko, da ne sme govoriti, in kot pač razloži direktor Eurovizije, je to tvoja odločitev. Ti si se odločil, da boš šel na Eurosong, preberi si pravila in v pravilih piše, da ne boš nič političnega izrekel, se pravi, v tem času, ko si tam, on pravi, da to ni omejevanje umetniške svobode, ampak se moraš držati pravil. No, umetniške svobode je pa na nek način omejevanje novinarskega dela, ne? Ja, ker to oni spet ne interpretirajo tega kot omejevanje. Spet bi rekla, da ne, da gre samo za nekakšno skrb za nastopajoče in da praktično so preveč izmučeni po vseh teh nastopih in se morajo pač umiriti, pripraviti na drug dan na nov nastop, tako da so novinarska vprašanja očitno potem, ko se uvrstijo v polfinale, preveč naporna. Saj tako pravi gospod Grinja. Nazaj k dokumentarcu, čisto na začetek, kako sta se v resnici sploh lotila pisanja scenarija? Mislim, sta vajena delati v tandemu oziroma v neki ekipi, to je vendarle nek kreativni proces. Sta prvič delala sploh skupaj, sta že kdaj prej? To me zanima, no? Ta dinamika morda. Ja, to se mi zdi, da je kar zanimiv proces. Zame je bilo prvič, da sploh takole v tandemu z nekom delam. Prvič sva midva sodelovala. Ampak moram reči, da na trenutke je bilo konfuzno, ampak na koncu je steklo in naredil vse prav dober rezultat, se mi zdi. No. Drugač pa ja, nekaj se mi zdi, da sva ideje metala na kup, potem pa ja. To je bilo res velike improvizacije. Mislim, v enih normalnih okoliščinah, tudi če bi midva skupaj delala dokumentarc, bi to izgledalo veliko drugače. Midva sva imela tekst, v bistvu sva ga sprot. Se pravi, midva sva končno verzijo teksta prebrala šele, ko se je oddaja sinhronizirala, to je bilo kdaj, torek?
Sreda. Torek, Sem ne vem, sreda, torek, sreda, mislim, da ne. ja. Tako da smo lahko še nekaj, se pravi, v tistem trenutku imaš ti določeno, tvoja oddaja stoji in ve se, kje bo nekdo nekaj bral, ampak imaš v okviru te minutaže možnost, da kaj spremeniš še. Ne? Tako da smo še v zadnjih trenutkih kakšne malenkosti spreminjala. Meni je bilo sicer super, ne? Ker jaz sem itak navajen te konfuzije kot dopisnik bil, Barbara po mojem mečkan manj. Ne? Je Jaz manj priznam, ja. In res je, oba dva sva v bistvu imela še neke resne zadolžitve zraven. Ne? Tako da vsaj časovno se je poklapalo, ne? Tako da mene na začetku ni bilo, Barbare v sredi ni bilo, na koncu smo bili vsi skupaj, tako da smo pol tisti finiširali. Ne? In potem pa se ti zapleta na koncu pri kakšnih takih neumnostih, ne? Recimo ne vem, pri telopih, se pravi podpisih sogovornikov, pa smo vsi gledali tista, ne? Ampak še dokler ni šlo, že skoraj ven, nismo ugotovili, da ne vem, kakšna črka. Ne? In tako in pol popravljaš še tisto, tako da v bistvu so v četrtek To vse vidva sama. skupaj s producentom, se pravi, midva v bistvu sva na koncu vse te napake odkrila, ampak producentka in Lektorca, montažer in lektorca, vsi so bili čist do konca. Ne? Ja. Se pravi, ta oddaja je bila v resnici združena šele v četrtek, to zdaj mi rečemo združena, skratka kompletirana, no, v četrtek. Ne? Mogla, mislim, vsi bi bili bolj mirni, če bi bilo to kakšnih par ur prej vsaj. No? Meni je recimo zanimivo tudi čisto tako tehnično gledano. Boštjan, zate smo recimo vajeni, da govoriš precej hitro in tekoče in Barbara morda malo počasneje, a sta imela morda pri tem, zato ker v določeni minutaži bi lahko ti povedal več, Barbara pa morda manj. A ne vem, a sta tudi to, kaj... Ne vem. Ne vem, mislim, meni Barbara super bere, tako pripoveduje, ne? Ampak po mojem, vsaj 10-krat slišal od mene, veš, jaz ful hiter berem, ne? Tako da... Me je opozoril, ampak sem rekel, oprosti, jaz ne morem nič narediti, pač vsak ima svoj tempo, ampak se mi zdi, da se je vseeno lepo. Ja, zato sva tudi, tudi to, kaj bo kdo zdaj bral, je bilo v bistvu malo improvizacije, ne, tako približno, ne, se pravi, da bo približno enak, ampak sva delila tako, da je v bistvu imel vsak en kar orang del, ne, ni bilo skozi menjave. Ja. Pa še to me zanima, kako je pravzaprav prišla sploh odločitev, da bereta oba. V resnici, ko sem slišal, mi je bilo nenavadno, priznam, ampak v resnici me pa ni zmotilo. Nisem več tega morda vajen, da bi pri dokumentarcih naratorja bila dva različna. Ponavadi smo navajeni, da nekdo pripoveduje. Je to prišlo čisto spontano ali je... Ja, bili so drugače ljudje kar začudeni, se mi zdi, ko sva povedala, kakšna je ideja, ampak ja, spontano bi rekla. Ja, in če so dva avtorja, mislim, da je nenavadno to v bistvu, ne, da sta dva avtorja, ne. Ponavadi je avtor dokumentarca en, ne, pa tudi ne bere vedno avtor, ne, včasih pač berejo špikarji, ne. Pre nama to itak ne bi šlo, zaradi tega, ker se delalo vse do konca. Ne, nama se je zdelo tako. Poleg tega ne sva bila v bistvu oba dva v enem mestu, oba dva naredila en raport, tako da v vsakem primeru se je oba dva videli, ne. In potem je najbolj smiselno, da to tako narediš, no. Meni se že zdelo. Meni tudi. So se uredniki strinjali? Nihče ni nič rekel, ne. Tako da, ja. Mislim, potem sva dobila zelo pozitivne odzive, nihče pa ni o tem. Tako da verjetno bo že v redu. Kaj vaju je morda pri tej zgodbi, ki sta jo naredila pri tem dokumentarcu, najbolj presenetilo? Rekla sva te avtorske pravice, verjetno, ne? Ja. Kako bo dela s tem? Pa v bistvu ne, to potem ne, greš pač v to drobovje Eurovizije, ko v bistvu ugotoviš, ne, da to je kar naprej neki, ne. Sej smo vedeli, da so težave, pa Rusija je bila izključena, pa to, ampak potem ta zgodovinski spomin o tej Euroviziji se meni tako brez, če bi delal ta dokumentarc, konča tam nekje, ne vem, v 80-ih, ne. Je bilo pa zelo živahno tudi pred tem, ne. V bistvu je bilo zelo živahno, recimo, ne vem, ko je zmagala Španija v času Frankove diktature, ne, pa takoj bojkot, pa potem takoj 4 zmagovalci naenkrat. Zelo veliko teh zanimivih stvari, no. Mislim, da je bolj druge presenetilo to, kaj vse se da izvleči ven v nekem dokumentarcu o Euroviziji, no. Ki je na nek način, se mi zdi, vseeno še enkrat dokazala, da je tudi ogledalo sveta, ne? Da odraža neke svetovne dogodke, da ne more iti mimo tega in da se tudi v glasbi vse to odraža in na nek način v popkulturi. Še eno takšno vprašanje, zakaj je ta zgodba pomembna?
Dobro vprašanje. Zakaj je ta zgodba? Mislim, mi bi vsi lahko mirno živeli tudi brez Eurovizije, a ne? Mislim, da ja. Ampak takrat, ko se je pa začela, pa niso tako mislili, ne? Ker ta Eurovizija je v bistvu bila od začetka nek politični projekt, neko združevanje Evrope in zdaj, če že to je, mislim, to je največji glasbeni televizijski spektakel na svetu. Na svetu. Ne? 160 milijonov poslušalcev in več. In več. Tako da to v nobenem primeru ni neka mala stvar, potem pa, ko se pač RTV Slovenija odloči, da je tam ne bo, ne, je pa to še dodatno velika stvar, ker konec koncev, ne, bi jaz rekel, da so se marsikateri gledalec, ki je ljubitelj Eurovizije, si počutil zelo prikrajšano. Ne. Saj obstajajo druge možnosti, gledaš na YouTubeu, gledaš na nekih v sosednjih državah na televizijah, ampak tudi za te oboževalce Eurovizije to ni lahka odločitev zdaj, kako se postaviti. Ne? Ali je to, da si rečeš, ja, to ni politično tekmovanje, ne bom se ukvarjal s tem političnim kontekstom, ne? Ali pa si pač rečeš, ne, to, da je Izrael na odru, hkrati s tem, kar se dogaja v Gazi, hkrati s tem, kar se dogaja na Zahodnem bregu, v Libanonu, v Iranu, pač ne moreš iti mimo tega. Tako da tudi te klubi oboževalcev, to je bilo v bistvu, so bile zelo podobne zgodbe. Ne? Veliko skreganih prijateljev po tej Euroviziji, ne? In v enem trenutku so si pač marsikdo rekel, bomo prav formalno zaključili s tem. Ne? Nobenih komentarjev o Izraelu, nobenih komentarjev o Rusiji, pogovarjamo se o tem dogodku. Ta mehurček evrovizijski v bistvu, ne, je tudi zelo bil prizadet zaradi vse te zgodbe. Ne. In ne vemo, kaj se bo dogajalo še v prihodnje, ampak midva sva ocenila, da je to, in ne samo midva, da je to v bistvu en kar pomemben korak v tej Euroviziji, ne, da lahko prinese zelo nepredvidljivo v tem trenutku, kam se bo vse skupaj obrnilo. No. Ja, mnogi se sprašujejo, ne, če gledamo pravzaprav v njen konec. Na nek način se zdi, da ja, tudi vse te bleščice in kič, da so se razblinile na nek način. In pa tudi to je pomembno zaradi tega, ker je pač prav, da je tudi Slovenija pokazala, kje stoji, da je solidarna s Palestino in tako naprej. To je pomemben doprinos, da tudi na ta način povemo, kje stojimo in kje smo. Če nas mogoče na ta način niso pogrešali zraven, da smo bili pač ena od 5 držav, najmanjša, ne, Islandija, nepogrešljiva, mogoče pa na ta način nismo bili. Smo si pa vseeno upali povedati, kako si mislimo in kje stojimo. In da smo bili, kot smo večkrat slišali, v pravem trenutku na pravi strani zgodovine. Ne? Odzive na to, da Slovenija se ni udeležila Eurovizije, približno poznamo, tudi predstavila sta jih v dokumentarcu. Kaj pa odzivi na dokumentarec sam? Kakšni so bili? Jaz sem dobil same pozitivne, moram reči. Ne? In ravno to, da je ogromno ljudi v bistvu bilo čist presenečenih, ne? Kaj vse so zvedeli, ne? Kaj vse je ta Eurovizija, ne pričakovali, sploh ne vem, kaj so pričakovali, ne? Nek razvedrilni dokumentarec mogoče. Ne? Ampak mi smo že tako na začetku vedeli, da bova porabila sliko tega razvedrilnega dela, ne? Hkrati pa vsebinsko prišla v zelo informativni program. Ne? Ja, jaz sem rekla, da še vedno sem še malce v strahu, kdaj se bo ta evforija po zmagi pomirila in se bojo, ne vem, EBU-jevci zbudili oziroma še izraelski deli nama pisali, ne vem, to pa smo drugače razumeli, to pa nista prav povedala, tako da kle še me malo, ampak po drugi strani ne, mislim, da sva predstavljati, koliko je treba vse vidike in da stojiva za tem. Ja. Je še kaj takšnega, kar nismo povedali, pa bi želela poudariti okrog dela, okrog zgodbe, za to zgodbo? Jaz upam, da to ni zadnja zgodba, ki jo delava skupaj. Ja, bilo je res fajn. No? In se mi zdi tudi ta pol Eurovizija potem, ne, se pravi, najn dokumentacij šel v četrtek ven, v soboto je bil ta finale in v bistvu sva si po mojem oba dva rekla po tem finalu, še smo aktualni, ne? Še naprej lahko gledamo ta dokumentarc, ki se je v bistvu ponovil zelo podobno, razen da Izrael ni bil tokrat zmagovalec televotinga, ampak je bil na drugem mestu na koncu. Ne? In potem ta ena od teorij zarod, da je ravno zato Bolgarija letos sodelovala in da so jo ravno zato zelo, zelo pomagali vnaprej, da so imeli nekega svojega favorita. Ne? Tako da fascinantno je bilo, naporno je bilo delati v bistvu, no, ampak sva bila zadovoljna z rezultatom. Jaz mislim, da bi bil še boljši, če bi imela vsaj še 3-4 minute več, zato da bi lahko mečkam bolj dihal, ne? Ker je bil nabit, v bistvu 54 minut nekih podatkov, ne? Ampak ja, ne, mislim, da še posebej glede na to, da pri nas ponavadi dokumentarci, ne? Od ideje do nastanka
traja res dolgo, ne, kle je bilo pa v bistvu tako. Dostopen seveda v aplikaciji RTV 365. Že ste omenila, delata že nove dokumentarce, lahko zgolj namigneta teme, o čem se bo šlo ali ne smeta? Z lahkoto. Tvoj gre prej v Aha, moj gre 28. bo že v etru. Se pravi, jaz sem zdaj tam nekje, ker smo bila midva, ko smo začeli so sliko menjati in to. Še ni končan, ampak bo, ker imam tudi zdaj odličnega montažerja. Bo pa v bistvu o, se pravi, mladih na Zahodnem Balkanu in njihovem razmišljanju o Evropski uniji, o prihodnosti njihovih držav, o tem, kaj zamerijo Evropski uniji, ali se počutijo doma slišani. In v bistvu sem ga začel snemati tukaj v Sloveniji, se pravi z študenti, ki so prišli z Balkana, ki imajo nek ta uvid obeh strani Evropske unije, in potem smo naredili, medtem ko je Barbara že začela montirati, lepo z avtom krog, ne, se pravi Sarajevo, Podgorica, Tirana, Skopje, Priština, Beograd, tudi naporno. In v bistvu vmes smo midva v bistvu pisala, kar je pomenilo, da ko najprej si se vozil, si posnel za ta svoj dokumentarc, potem zvečer šel v hotel in gledal Eurovizijo, ker je bilo pač teh intervjujev toliko, ne, da jih je treba predelati, zato da potem izluščiš lahko iz tega najboljše. Mislim, da ravno ta preklop je bil najtežji, iz enega dokumentarca v drugega. Se mi zdi, da to. Ja, jaz pa se ta trenutek ukvarjam z oddajo ob 35-letnici Slovenije. Skupaj z režiserjem Aljažem Bastičem ustvarjava ta dokumentarec, tudi nekje bomo rekli 50-minutni. Izšel bo na predvečer praznika Dneva državnosti 24. junija. Je pa zamišljen kot nekakšen pregled v bistvu teh 35 let, ki jih je treba skrčiti v to 1 uro, kar je bolje kot 70 let, ne skrčiti v 1 uro. Ampak nekako veliko je arhiva, veliko je pa tudi snemalnih dni, 10 jih imamo, in v bistvu z veliko ekipo, jaz se hecam, da je to taka hollywoodska ekipa, nikoli še nisem s tako veliko ekipo na RTV-ju snemala. Se vozimo po celi Sloveniji, snemamo, tako da iz nekako lokalnih tem jih širimo potem na nacionalne in probamo zajeti v bistvu celotno Slovenijo. Za razliko od evrovizijskih ekip tokrat, ker smo bili pa na minimumu, se pravi Barbara snemalec, jaz snemalec, gremo stativi, vse smo nosili, ne, tako da nekje privarčuješ za to, da lahko nekje, ker v bistvu bi mogli dokumentarci tako potekati, ne, da imaš ti ta nek support in snemalcev, režiserjev, pač mi da sva, res je bilo ad hoc, no, zato je tako bilo, kot je bilo. Nisem videl. Ampak je, no, super, hvala. Sem glih hotel reči, da ima v bistvu to tudi nek čar in da, ja, jaz sem bil tudi zelo zadovoljen. No. Jaz sem zelo kritičen do svojih stvari ponavadi, ne, ampak potem, ko je šel ven, tako tisti večer, namesto da bi pisal ta nov dokumentarc, sem v bistvu še 3-krat ga preletel, ne, to Eurovizijo. In pol seveda tudi kakšno malenkost, če opaziš, ker bi se mogoče dal kaj drugače, ampak potem se spomniš, kako je vse skupaj nastavljeno, si sam srečen, da... To sva sem midva opazila. Ja. To je pa navadi tako. Težav z avtorskimi pravicami pa ne boste imela pri naslednjih dokumentarcih, verjetno, ne? Ne. Nekaj sva se naučila. Nekaj naučila in k sreči, po mojem, noben od naju, ne vem, čeprav ne vem, ti imaš zgodovino 35, Bog ve, kaj se bo še zgodil, ne veš do konca. Ne veš, ja. Je pa morda celo to hint, da boste pa že naslednja gosta tega podcasta. Aha, ja. Ob čemer ti moram jaz tukaj povedati, da v resnici ne je trenutno moje delo čisto nekje drugje. Ne? Jaz se ukvarjam z integracijo informativnih programov RTV Slovenija, ker je tudi v bistvu kar naprej se nekaj dogaja. Ne? Tako da je zelo stresen bil ta maj, pa druga polovica aprila. No? Sej za Barbaro tudi, tako da pomagamo vas. Še volitve, ja. Ja, no, ker ja. To je pa eno tako zadnje vprašanje, ki ga poskušamo narediti kot nekega tradicionalnega, katero pa morda lahko je v povezavi ali s tem dokumentarcem, ki ste ga delala, ali pa morda s temi dokumentarci, ki jih zdaj delate, ali pa nasplošno z nekim svojim delom, morda celo prostim časom, katero knjigo bi ta trenutek priporočila v branje? Jaz vedno isto priporočim. Zdaj glih ravno prepričujem svojo hčerko, da mora nujno prebrati Štoparski vodnik po galaksiji, ker v današnjih dneh res rabimo take stvari, da odmisliš to, kar je okrog tebe in se zabavaš z nečem. Sej tudi kaj globjega, seveda, ampak ne, trenutno mislim, da je to
Ne vem, če obstaja kakšna bolj globoka knjiga. Ja, kot je tako, pač to no, Slovenija. evo. Jaz je pa še nisem prebrala, ampak se že ta trenutek veselim nove knjige Boštjana Videmška. Ker sem ravno poslušala podcast in sem si rekla, to bo spet nekaj vrhunskega, novinarske zgodbe, široko zastavljene, celo v knjižni obliki. To je nekaj tazga, kar rada preberem, pa še z okoljem je povezano, tako da super. Vroči sever, mislim, Tako. da bo kmalu na voljo. Hvala vama za gostovanje Z veseljem. Z veseljem. v tem podkastu. To je bil podcast Društva novinarjev Slovenije, Zgodba za zgodbo. Nanj se lahko naročite v vseh aplikacijah za podcaste. Podcast izhaja vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Veseli bomo, če ga boste priporočali in delili še komu, saj verjamem, da lahko na ta način procese novinarstva še bolj približamo javnosti, ki je ključna zaveznica novinark in novinarjev. Uvodni avizo je nastal v produkciji Radia Študent, avtorica vizualne podobe je izjemna Samira Kentrič, pri vizualizaciji je pomagal tudi Maj Valeri. Jaz sem Gašper Andrinek, pišete mi lahko na gasper@naprej-forward.org. Pa še tole, Društvo novinarjev Slovenije počne res zelo veliko različnih stvari, ki so povezane z izboljšanjem razmer novinarstva, tudi konkretno za novinarke in novinarje. Posledično pa to pomeni tudi boljšo obveščenost javnosti ter ja, tudi boljšo družbo. Zato nam kakršnakoli podpora, tudi finančna, zelo veliko pomeni. Na naši spletni strani novinar.com lahko poiščete povezave, kako nas podpreti, sprejemamo donacije, enkratna nakazila ter tudi odstotek od dohodnine. Za še več informacij, kaj vse počne Društvo novinarjev Slovenije, pa se naročite na Novičnik. Pišite na stik@novinar.com. V naslednji epizodi pa morda ste že ugotovili, sicer pa ne. Ne povemo še, naročite se. To je to. Srečno. Za čisti konec pa samo še tole. Ja, ta projekt je financiran strani Evropske unije, izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja ali avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. Niti Evropska unija, niti izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo ne moreta biti odgovorna zanje.